Že tekom našega predsedovanja Svetu Evropske unije smo napravili en izjemen korak na področju raka. Kot Slovenija smo to naredili za celo Evropo, in sicer celovito obvladovanje raka. Celovito v tem smislu, da govorimo najprej o zdravem načinu življenja, potem o zgodnjem odkrivanju raka, o samem zdravljenju in pa o rehabilitaciji in vračanju v družbo. Da so se razmere očitno poslabšale v zadnjem letu in pol, je lahko več razlogov. Eden je gotovo ta, da glede spodbujanja zdravega načina življenja lahko bi bilo več narejenega predvsem pri mladih. Kajti ravno alkohol, tobak, nezdravo prehranjevanje, premalo gibanja so tisti ključni razlogi, ki so povzročitelji raka. In zato je to ozaveščanje izjemnega pomena. Očitno ga je premalo z ozirom na statistike, koliko mladih okusi tako alkohol, kakor cigarete že v najzgodnejših letih in v osnovni šoli. Potem, ko govorimo o zgodnjem odkrivanju raka, kar je naslednja možnost za preprečevanje, smo v Sloveniji tekom našega mandata vzpostavili 3 programe. To je Dora, Zora in pa Svit. Gre za zgodnje odkrivanje raka tako na dojkah, kakor na materničnem vratu in pa na prostati pri moških in na debelem črevesu. Očitno vsi 3 programi slabo delujejo. Zakaj? Zato, ker nikakor se ne najde in ni izveden pravi način organizacije le-tega. Predvsem zato, ker se določeni programi odvijajo samo v Ljubljani, torej niso razširjeni po Sloveniji. In k temu spada izjemno pomembno in močno komuniciranje z javnostmi, ki očitno iz strani ministrstva ni zadovoljivo, kajti ljudje po drugi strani kažejo statistike, tudi niso dovolj prepričani v korist preventive in zgodnega odkrivanja raka. Ko pa pridemo do samega zdravljenja, je pa v Sloveniji vprašanje tega, kakšen je nacionalni pristop iz nacionalnega nivoja. Ne vemo, v katerem predalu danes leži nacionalni program za obvladovanje raka. Delitve dela med institucijami, med zdravstvenimi zavodi, med bolnišnicami ni narejene. Ni narejene natančne specializacije, kdo kaj. Ne gradi se onkološki center v Mariboru, ki je izjemno pomemben tudi zaradi tega, ker je število obolelih, tako rekoč, kot vidimo, vsak dan večje, oziroma v Sloveniji že 12.000 na leto. In ne nazadnje, ko govorimo o rehabilitaciji, je nujna organizacija interdisciplinarnih timov, to je ekip z različnimi znanji, kjer gre tako za sociologe, psihologe, zdravnike. Skratka, vse tiste, ki pomagajo človeka vrniti v en normalni življenjski ciklus, tako na delovno mesto, kakor tudi v družino. Tudi družine je potrebno pripraviti na to, da znajo živeti s to boleznijo, da jo znajo obvladovati. Sreča je sicer v tem, da je medicina toliko napredovala, da rak ni več smrt, pa vendar je lahko prezgodnja smrt, vkolikor kot družba, kot celota nismo organizirani tako, da čim več preprečimo in čim bolje ozdravimo.